Kličejo me Frogi in pozdravljeni v drugem delu tega Blender tutoriala v slovenščini. V prvem delu smo šli čez osnove navigacije po viewportu, majhen spoznali tele stenke tukaj. Danes pa bi se že začeli premikati proti enem cilju in bomo spoznali tudi editiranje. Bomo pa delali na način, da se na koncu vsakega tutoriala nekako imamo že nekaj za pokazati. Mislim, da se boste tako največ naučili v primerjavi z sledenjem neki uradni dokumentaciji, ki vam bo sicer dala več širine, ampak se priporoča, da nekako kombinirate oba pristopa. Jaz se bom omejil na enostavne scene, zato da boste tudi tisti z švoh računalniki nekako lahko sledili. Se pravi, bomo zadevo obdržali v nizkem številu poligonov, tako da bo nekako zanimivo za vse. Ok, zdaj tale panel, no, upozoril sem že, tukaj imamo kar precej enih zanimivih stvari, ne glede na to, koliko je tole majhno. Prikličite ga s klikom sem ali še enkrat spodbujam, da se naučite bližnjic, pritisnete N in boste takole dobili tale meni. Tole nas zanima, tele dimenzije in sicer tole bomo mi uporabili za našo sobo. Zdaj lahko to skaliramo na ta način, lahko pa zadevo kar vpišemo, recimo, koliko je soba, neke 2,3 metre, pa 5 metrov, pa 4 metre, recimo. Tako. Zdaj nekaj bi še opozoril. Vidite, da zdaj v bistvu mi nismo, to se seveda spremeni, ampak se nam je tudi skala spremenila, ne? Vse te lastnosti, se pravi, moramo razumeti, kako je stvar sestavljena. Se pravi, tole je naš dejanski mesh oziroma točke, ki tvorijo tole sobo. Tole pa je kontejner tega, se pravi, mi smo zdaj povečevali kontejner in to bomo videli, kar pomeni. Recimo, zdaj bom samo pokazal, pa bomo še v detaljih te funkcije spoznali. Če jaz, recimo zdaj, ko imamo zadevo takole, začnem naredim nota še en okvir z inset orodjem, ki ga najdemo tule, ampak smo rekli, se bomo naučili bližnjic, se pravi, če pritisnem I, se nam teli robovi ne odmikajo enakovredno. To zato, ker imamo skalo na objektu, ne. Mi bi to zdaj želeli kar nekako zabetonirati, tako obliko, kot jo imamo, se pravi, pritisnemo Ctrl+A, da nam tale Apply menu vrže ven in damo kar Apply Rotation and Scale, oziroma v našem primeru bi bilo dovolj, ker imamo vse ostalo na nič, lahko samo Scale, ampak tegale največ uporabljamo. Se pravi, zdaj vidimo, da se nam ta skala izenači in zdaj, če dam I, vidite, da se nam tole takole enakomerno odmika od vseh robov. Dobro, zdaj pa gremo se kar poskrolati znotraj tega in bomo dodali en kavč. Še to, prej nisem dosti natančno povedal. Se pravi, mi se, recimo bom zdaj samo s Shift-D-jem naštancal par objektov, tako da se imamo med čem premikati in zdaj smo v Object modu, tukaj gor. To se še ostali, ampak na začetku boste najbolj uporabljali samo Object mode in Edit mode. Ko smo v Object modu, se premikamo takole med različnimi objekti. Ko smo pa v Edit modu, se pravi, ali izberemo tu, ali pritisnemo Tab na tipkovnici, pa dobimo dostop do dejanske geometrije, ne? In zdaj recimo lahko takole editiramo to stvar, pa dobimo različne oblike, kar bomo seveda si pogledali še v prihodnje bolj natančno. Zdaj pa bom jaz po Ctrl+Z-ju tole nazaj do tega, kar smo prej. Se pravi, zdaj bomo dodajali noter nove objekte v to sobo. En kavč, eno omaro pa eno mizo bomo naredili na začetku. Nekaj tazga, kar vidimo ponavadi v kakšnih risankah, nam bo ta scena čisto zadosti, da lahko nadaljujemo. Ok, z Shift-A sem zdaj dodal novo kocko. Se pravi, Shift-A nam vrže ven ta meni in sem dal Cube. Zdaj bomo to, pa smo, kjer objekt imamo izbran, zdaj bom to pomanjšal
in sicer bolj po eni osi kot po drugi. Se pravi, tukaj spodaj, gledajte tole, tukaj vam vse piše, kaj pritiskam. Se pravi, S in X nam zaklene neko os, pa lahko takole dobimo pol želeno obliko. Kot rečeno, vedno, ko smo zadovoljni s tem, oziroma ne čisto vedno, no, v dostih primerih želimo to skalo izenačiti na 1. Se pravi, pritisnemo Ctrl+A in naredimo takole. Ok, to je zdaj naš prvi sloj tega kavča. Zdaj pa bomo delali naprej. Če pritisnem E, to je pa zdaj nova funkcija, če pritisnem tukaj v edit modu, na to boste pozorni, ki sem mogoče ne bom čisto vsakič povedal. Če pritisnem E, ekstrudamo to stvar na ven. Ok? Se pravi, mogoče še ena zadeva. Zdaj nas tale soba okoli nas moti. Se pravi, mi lahko to stvar osamimo tako, da pritisnemo tildo na tipkovnici, na numpadu, ne? In zdaj vidimo samo tole. Kot vidite, v object modu jaz ne vidim tele črte vmes, v edit modu pa. In to sta recimo naše prve dve blazini. Zdaj pa bom uporabil še tale loop cut tool in sicer rajško, da ga pritisnem tle, ga bom pritisnil na tipkovnici z Ctrl+R. In zdaj, če takole majhen pomigam nad temle, bomo videli, da nam naredi tako stvar. Tukaj nam bo tale naš mesh prerezal. Zdaj pa jaz bi rad naredil naslonjala na levi in desni strani, ki pa morata biti dva in želimo jih imeti nekako na istem mestu, ne da vsakega posebej predstavljamo. Zdaj, jaz bi lahko tukaj kliknil in zdaj, ko kliknem, ko imam potrjeno, mi tale loop cut premika levo, desno in pol, ko še enkrat kliknem, je ta stvar zdaj na tem mestu. In pa bi lahko šel še enkrat in tukaj, ampak ne bom imel enakovrednih odmikov, zato pritisnem Ctrl+R in zavrtim kolešček gor, tako da dobim 2. In ko imam 2, kliknem, zato da potrdim. Zdaj pa, kot vidite, imam to še vedno izbrano in tole bi jaz rad zdaj premaknil oziroma po Y osi. Se pravi, sem dal Z kot scale po Z osi, oziroma po Y osi, sorry, imam tipkovnico, imam angleško. Takole. Da dobimo enakovredne odmike levo, desno. In zdaj bom še enkrat za naslonjalo takole prerezal. Zdaj pa bomo tele stvari dvignili, se pravi, posamične ploskve označujem in zdaj boste pozorni na tele stvari tukaj. Če sem na temle, označujem točke, če sem na temle, označujem stranice in če sem na temle, označujem ploskve. Bližnjice na tipkovnici so 1, 2, 3 v edit modu. Na začetku vas bo to begal, ampak pol pa boste iz scene že prepoznali, kako to zgleda. Se pravi, jaz bi si rad zdaj nekako naenkrat bi rad dvignil cel tale del. Zdaj pa, če bom jaz dvigal vsako posebej, to ni glih najboljša metoda, ker bom imel vse različne in robovi se mi bojo začeli prekrivati. Zato gremo takole. Se pravi, morate usvojiti selekcijo. Se pravi, če držim shift dol, bom lahko takole poklikal posamične. Je pa tudi hitrejši način, bomo videli pol, ko bomo imeli bolj kompleksne zadeve. Se pravi, ko se jaz postavim na neko tako točko, da lahko cel sklop potegnem recimo od tle do sem, če držim Ctrl, mi bo izbral najbližjo pot do tja. Se pravi, na mesto Shift Ctrl, pa imamo tole vse izbrano. Se pravi, tole bi jaz zdaj takole majhen dvignil in potem bi še tale del posebej dvignil gor z tipko E in mogoče to stvar še majhen nazaj premaknil z G, X, se pravi, grab in zaklenemo na X. Takole. Zdaj pa recimo tale stvar bi lahko šla še majhen ven in že imamo en tak low poly couch. Ampak nikjer v življenju ne najdemo čist ravnih robov, zato imamo zdaj na voljo bevel funkcijo. Se pravi, zdaj bom pritisnil 2, zato da mi označi robove in če grem Ctrl+B, lahko takole zadevo, se pravi, rob nekako zgladimo, ne?
In tukaj, če bi želeli v tem meniju, lahko naštimam koliko segmentov, če želim bolj okroglo zadevo. Zdaj, če grem pogledat v Object Mode, tukaj tudi precej boljš vidimo, kako zadeva izgleda. Ampak, če pa želimo to narediti bolj uniformno, da prime povsod, pa lahko se poigramo majhen že z modifierji, ki jih bomo uporabljali zelo veliko in nam bojo precej olajšali modeling na splošno. Se pravi, tukaj pod modifierje lahko mi uporabljamo bevel modifier in nam zadevo naredi takole. Mogoče bomo majhen zmanjšali, koliko je intenzivnost tega, pa povečali število segmentov. Evo, to pa že zdaj zgleda majhen bolj kavčasto. V večje detajle ne bi šli razen recimo tukaj, če bomo hoteli narediti recimo malo razbiti tele blazine takole na 3 dele. Recimo lahko označim takole, zdaj mi je tukaj prerezali in pol, če dam Ctrl+B, se pravi, mi bo izbral bevel tool in lahko takole naredim spet, samo da bom tukaj zdaj zmanjšal na nekaj takega, pa celo to zadevo mogoče z extrudov, zdaj, če bom dal E, bo to izgledalo takole, kar ni glih točno tisto, kar hočemo. Mi hočemo recimo v smer normale, to je tista stran, v katero je ploska obrnjena, bi radi recimo tole čisto majhen zamaknili. Bomo dali pa klele namesto E ali T, pa bomo dali extrude faces along normals. To nam tako, ampak zdaj bodite pozorni tukaj na tale del, kaj se dogaja s tistim modifierjem, se pravi, bevel modifier, ki smo ga prej uporabili, ima določen limit, kar pomeni, da če imamo to stvar premajhno, pol se bosta začela tepsti in on ne bo mogel tega modifierja applyati. Se pravi, gremo do neke take mere, da vidimo, da tisti naš modifier dejansko deluje. Če naredimo takole, ok, to zdaj ni glih ničemer podoben. Mogoče bi to stvar majhen zmanjšal, pa jo naredil takole. Kaj pa vem. Zdaj imamo težave s tem bevelom spet, ampak je tukaj še ena možnost, da si tale override skenslamo. Ja, to pa zdaj že izgleda kot en tak lušten troset. Ok, in zdaj, ko smo v object modu, če spet pritisnem tildo, nam pokaže zdaj tole steno spet zraven. Ok, zdaj bi dodali še eno omaro in bodite pozorni na tale krogec tukaj. To je naš kurzor, 3D kurzor, kar pomeni, da vsak objekt, ki ga bom dodal, se bo dodal sem. Zdaj ta kurzor lahko premikamo tako, da zadržimo shift in desen klik in nam ga bo premaknil sem, kjer recimo mi želimo imeti neko drugo omaro oziroma nek drug objekt. Spet bomo začeli z osnovo, ki bo tale cube, ga pomanjšali na želeno velikost. Zdaj pa uporabljali bomo še en modifier, in sicer za predale. Spet imamo isto težavo, če bomo, recimo to bo zdaj en predal, in če mi hočemo tale predal, recimo, če grem jaz tukaj v edit mode in želim z insetom, spet še nekaj, zdaj ta navigacija, malo skačem, če pritisnemo piko, nam bo rotacijsko točko naredili semle noter. Zdaj, če dam inset, vidite, da se nam ne odmika enakomerno, kar je lahko željen efekt ali pa ne. Zato, preden to naredimo, bomo šli v Object Mode, Ctrl+A in applyali Rotation in Scale, tako da se nam tale stvar poravna. Še eno stvar bi mogoče zdajle opozoril, če boste to kocko zavrteli takole in zdaj uporabljali scale po neki osi, boste videli, da vam jo razteguje romboidno. To ni ravno tisto, kar bi si želeli. V takem primeru lahko si tukaj transforme nastavimo na lokalne in nam bo namesto, zdaj vidite, da ta z rotacijo imamo obrnjeno. Se pravi, vam bo se ta skala v bistvu v smeri, ki jo ima objekt noter, ne kot njegov kontejner obnašala. To bomo videli še kasneje na bolj nazorno področje.
primerih. Ok, tole smo zdaj applyali in zdaj, če gremo insert, gremo takole in z E-jem gremo zdaj takole na noter in pazimo, da ne pridemo na drugi strani ven. Zdaj lahko si vklopimo tole, pa vidimo, do kam je prišel predal. In zdaj, ker sem jaz E že uporabil, če bom dal spet E, nam bo po nepotrebnem naredil še eno geometrijo, zato lahko z G-jem, G in X, tole približamo na točko, da imamo ta predal takole. Ok, pa mogoče bi celo zadevo pomanjšal v smeri X, tako, in spet tukaj v edit modu, oziroma v object modu applyamo rotation scale. Pa to stvar zdaj damo lepo do dna, takole. So boljši načini, recimo tukaj imamo snapping, kako to stvar spustiti točno na tla. Jaz uporabljam dejansko nek plugin Dropit, se mu reče, ki pritisneš samo V in ti ga poravna s tlemi. Ok, zdaj pa, ker je to samo en predal, mi si želimo to z modifierji nekako podvojiti. In zato bomo uporabljali array modifier. To je zdaj meni podvojil ta objekt naprej, mi pa smo si želeli na gor. Se pravi, bomo tale faktor z dal 1. Evo, zdaj nam pa tale omara se lepo sestavlja gor in samo takole naštancamo, koliko jih želimo. Mogoče bi na tej točki zdaj videli, da te stvari nimamo enakomerne, se pravi, radi bi, da so poličke majhen tanjše, bomo enostavno samo tale del zapognili dol, pa tega gor. Takole. Obstajajo pa tudi boljši načini, zdaj nas recimo moti, da je tale toliko tenka, ampak za potrebe našega osnovnega raziskovanja bo tole čisto v redu. Se pravi, to omaro oziroma bolj predalnik oziroma bolj regal zdaj lahko postavimo takole, pa majhen zavrtimo, tako da imamo majhen dinamike. Ok, imamo to, recimo ta kavč bi jaz zdaj kar podvojil, da imamo še tukaj enega in to zdaj lahko naredimo na dva načina, bom pokazal. Če damo v object modu smo, pa še to bi pokazal, no? Ko smo v edit modu, prej sem po nesreč pritisnil nekaj in zdaj ta moja selekcija se je ratal taka, tale krogec. In to pomeni, da samo zadržimo, pa označujemo ploskve, če pa zadržimo srednji miški oziroma ja, sorry, malo me odnesel. Če zdaj recimo z dvojnim V-jem mi ciklamo čez te različne metode selekcije, se pravi, ta način ali takole, da posamične poklikamo, ali recimo tale krog, če se nam naredi, kar takole letimo čez. Zdaj jaz imam najrajši kar na tole nastavljen. Ta krog, en majhen drugačen krog, no, pa dobimo tudi, če pritisnemo C, in s tem je ful dobro delati, ker takole označujemo in če zadržimo, če pa z srednjim miškinim gumom pa od označimo, upam, da je to razumljivo. Zdaj, rekel sem, da bom pokazal dva različna načina duplikacije. Se pravi, če dupliciramo Shift-D, pomeni, da smo duplicirali tako kontejner, kot naredili kopijo telih geometrije, ki je noter. Zdaj bom pa še enkrat dupliciral z Alt-D, pa bom pokazal, kaj je razlika. Se pravi, te dva sta bila duplicirana z Shift-D, kar pomeni, da nam je naredili kopijo geometrije, tukaj nam je pa naredili instanco geometrije, kar pomeni, če grem jaz zdaj tega editirati, bomo videli, da tukaj se ne spreminja, na tem se je pa naredil nam zdaj, ker sta te dva sta v bistvu instancije, ta je pa kopija. Se pravi, kopija od takrat naprej, ki je ustvarjena, je to samostojna zadeva, tukaj je pa zadeva nekaj drugega. In tudi, če pogledate, tukaj vidite, se pravi, v telih točkah naših, koliko objektov uporablja točno to geometrijo. Pa dajmo zdaj malo pokontrolizirati,
da dobimo naprej. Se pravi, te dva kavča sta tako rekoč ista in če bi radi imeli samo kopijo, ki jo ne bomo več spreminjali oziroma jo bomo spreminjali, ko spremenimo enega, bi radi, da to vpliva tudi na drugega, bomo šli z Alt-D, recimo se pravi Alt-D, G-X, da ga premaknemo, R-Z, da ga obrnemo. Takole, G-Y, takole. Ok. No, zdaj pa recimo bomo naredili še mizo. Spet Shift, desni klik, zato da postavimo tale naš kurzor. Tudi za mizo bomo zdaj uporabili ali plane, ali pa cube, pa mogoče pa imamo kar s plane. Zdaj tole še, no, tele artefakte, ki nam dela. To pomeni, da sta dve geometriji točno na istem mestu, ne. Se pravi, ta planjava se tepe z planjavo tega, zato jo majhen dvignemo gor, pa ta problem izgine. Se pravi, zdaj bi mi radi tole spravili v eno mizasto obliko. Recimo, da je tole ena taka osnovna ploskev. In potem tole tako dvignemo. Zdaj pa jaz bom naredil noge na gor, pa bom pol celo mizo okoli obrnil. Se pravi, zdaj pa spet, načini, kako bi mi se lahko tega lotili. Lahko bi mi samo tole takole razdelili na 4 dele, označili tole in naredili inset noter. In če pritisnem inset še enkrat, nam bo individualne tele. In zdaj, če jih z Alt-S, no, to ne, bi lahko noge, če bi to zadevo imeli precej manjšo, bi jih dvignil takole, ne, ampak to je mogoče ni glih najbolj ustrezna metoda. Bomo pa hoteli šparati z geometrijo na dolgi rok. Zdaj jaz bi rad gledal samo tole mizo, zato sem pritisnil tildo. In zdaj bi rad to videl samo od zgoraj, a ne. Zdaj, mi se lahko sicer s temi premikamo, so pa tudi bližnjice na tipkovnici, se pravi, numpad 7 nam postavi zadevo takole od gor, numpad 1 od strani, numpad 3 od druge strani, numpad 9 nam jo zasuka naokoli. Tako da, če damo si na tale pogled, zdaj lahko uporabimo loopcut, se pravi s Ctrl-R in nam bo naredil tole črto. Želimo pa imeti dve črti, takole, in potem, se pravi, s klikom potrdimo. Še en klik, da potrdimo premik levo-desno, se pravi, s prvim klikom smo potrdili število tega, z drugim pa lokacijo. Zdaj bi to zadevo radi zapeljali po teli osi. Nekako takole. Še enkrat Ctrl-R in spet dve, da nam naredi takole. Potrdimo s X. Tako. In zdaj bomo isto mogli narediti še po drugi osi, se pravi, cak, Y, naštimam tako, pa zdaj itak ni zadnarane scena, smo lahko si privoščimo biti majhen površni, prav, če naredimo takole, potrdimo s Y, ja, da pridemo do enih takih lepih površinc za nokce. Se pravi, zdaj tole dojemamo lahko kot čist nepotrebno geometrijo, a ne, sploh ker je šlo tole čist povsod okoli, ampak to se nam ne bo videlo, ne. In z E tele nokce potegnemo ven. Seveda smo zdaj obrnjeni narobe, se pravi, bomo celo to zadevo zavrteli za 180 stopinj, GZ, pa zdaj, da vidimo, to ne bo šlo, zato ker je naša centralna točka tukaj, mogla bi biti pa tukaj, pa bomo zdaj to kar takole premaknili dol. Ok, pa mogoče majhen obrnili in že imamo eno tako lepo sobico, ki jo lahko uporabimo za risanke. No, zdaj pa bomo si zadevo pripravili za render. In sicer za render bomo rabili teksture pa luči. Vidimo, da je noter je čista tema, zato ker tale luč je zunaj tele naše kocke, ne. In kamera tudi, zato bomo tole zagrabili zdaj, smo v object modu in jo premaknili noter. Takole.
Zdaj, če se približamo noter. Zdaj, navigacija je spet majhen naporna, zato ker rabimo se s tole piko na en objekt osredotočiti. Zdaj, tale luč je tudi precej močna, ne? In ko jo kliknemo, se nam tlele odprejo tele lastnosti, pa recimo 100 vatov v eni taki sobi je čez glavo. Dajmo zdaj mogoče nanesti ene teksture. Zdaj prvo, samo da pogledamo skalo, priporoča se, da se vse skupaj, da se dela v eni taki življenjski skali. Razlog je v tem, da bomo kasneje uporabljali tudi simulacijo fizike, kjer pa delamo z kilogrami in tako naprej, in ta stvar je fajn, da odraža neke realne lastnosti. Ta omara je visoka 1,8, tole bi mogli biti kar neke 2 metra, no, tako da dajmo tole povečati. GZ in jaz bom pritisnil V, vi pa boste mogli, ker nimate tega add-ona, boste mogli tole dol zapogati. Zdaj, najlažje je delati, pa tudi najhitreje, če ste v temle pogledu. In zdaj tudi stale kavč. Zdaj spet, ali bomo poskalali njegov kontejner, ali pa bomo šli poskalati kar geometrijo. Se pravi, jaz sem šel zdaj noter, razlog je v tem, da bi rad oba skupaj povečal. In ker bom pritisnil A, mi bo izbralo vse ploskve, in zdaj lahko tole tako povečam, zdaj pa samo mogel bom vsakega posebej premakniti na želeno mesto. Pogledam tukaj, če sem, ja, čez steno sem. Tako. Pa zdaj smo pa res že kar veliki. Veliki za tole sobo. No, pa pojmo vse takole. Je še noter. Ja, glih pa še, ok. Super. Tole mizo. Pa bom kar poskalal kontejner. Pa zdaj, ko sem tako. Jo bom postavil recimo takole na tole našo mesto spodaj. Ok. To je kar v redu. Zdaj bi pa lahko nanesli še kakšne teksture, ne? In sicer se bomo postavili v ta pogled, pa šli tlele v teksture, oziroma v materiale in dali tukaj new. Še ena stvar. Material ima ime, kot ima tudi vsaka ostala stvar tukaj ime. Se pravi, recimo ta miza, zdaj, kot vidite, tukaj so sami kubi, ne? To ni v redu, ker ne bomo ko bo scena kompleksnejša, ne bomo nič več vedeli, ki imamo. Se pravi, če pritisnemo tukaj F2, lahko premenujemo, ali pa če tukaj dvakrat klikneš, lahko premenujemo. Pa kar dajmo se, prosim, tega držati, da ne bo težav naprej. Se pravi, F2, miza, F2, omara, F2, kavč 1, F2, kavč 2. Dobro. Zdaj za tole, no, bomo izbrali enostavno, tlele bomo naredili material les in dali eno tako majhen bolj lesasto barvo. In tudi na to stvar, enostavno zdaj, ko imamo ta material, lahko damo takole lesasto barvo. Kavče bomo pa naredili majhen bolj živahne barve, ker dodamo nov material. In kot vidite, en vpliva na drugega, ker je ista geometrija, ne. Zdaj, če bi hoteli tega narediti druge barve, bomo mogli pa prvo tole geometrijo narediti unikatno, ne. In če pritisnem tukaj, zdaj vidite, da je ta kavč ima zdaj drugo geometrijo, ampak uporablja pa isti material, ne. Pa bomo mogoče ta material zbrisali, pa mu dali material za takole. Tako, ja. Pa bomo tudi ta material zdaj preimenovali v rdeča, pa tole v zelena. Ok, stena recimo, da je v redu, no, bi pa še eno stvar, zdaj, ko bomo šli v tale pogled, ne, pa se ukvarja tudi z našo, to pa zdaj upošteva tudi tole našo luč noter, ki lahko, smo rekli, spreminjamo intenzivnost, kot tudi barvo, ne.
postavitev je drugače kar ugabna, no. Dajmo tole še majhen takole spremeniti. Pa tega tudi. Tako. Zdaj še ena stvar. Tukaj, če gremo na view, imamo mi focal length na 50. To je v bistvu kar veliko. Če mi hočemo nek človeški pogled, je 30 bolj primerno. Zdaj pa še ena vrsta navigacije obstaja, sicer je malo triki, bližam se na tipkovnici, shift, pa tale stvar nad tabom, a bo prikazali, ja, to je, se pravi, zraven enke nas vrže v ta pogled. In pol, če pritisnemo zraven še tab, nam vklopi gravitacijo in takole nekako vidi človek, ki je zdaj v tem prostoru, ne. Vidimo, da ta kavč bi lahko še majhen premaknili, v bistvu dajmo kar tele kontejnerje majhen poscalati takole. Še tole mizo malo pomanjšati. Pa premakniti. Okej, in zdaj pride zadeva, ki bi jo radi zrenderali. Mogoče bi se samo še toliko ustavil na materialih, da pogledamo odsevnost. Se pravi, po defaultu nam priklopi tale principled, kaj je to, bidirectional scattering, diffuse, nekaj. Se pravi, če mi tale specular premaknemo, pomeni, koliko bo tale luč se odsevala tukaj. Roughness pa, koliko je ta površina gladka, ne. Zdaj, če je takole, bo zadeva bolj kot steklo oziroma odsevala, takole pa bo bolj mat, recimo, če roughness dvignemo. Okej. To bo čisto zadosti za eno tako luštno sobico. Zdaj pa bi mi to radi zrenderali in gremo v kamero. Kamera nam ta trenutek zdaj gleda na sceno od zunaj in tole je po defaultu pogled, mi bi pa radi od noter prišli, zato morate imeti tole vklopljeno. Ta meni še enkrat prikličete z N ali če pritisnete tukaj, greste pa od view in tukaj date kamera to view. Spet ista zadeva, za piko se sfokusiramo na nek element in nastaviti moramo še tukaj zdaj posebno na kameri naš focal length. Če gremo recimo na 30, je to precej bolj nekaj, kar vidi človek. In zdaj shift pa tale stvar zraven enke pa tab nam bo zadevo postavila na tako višino, kot je človek vidi, ne. Opa, zdaj sem dol padel, se pravi, samo s klikom prekinemo ta pogled. Pa pojdimo še enkrat probati takole, da ne padem dol. Droga. Tako. Zdaj, če bi pa hotel še bolj ven, zdaj se bom takole, lahko bi tudi sam poskrolal ven, ampak nas tale stena zdaj moti, ne. Zdaj, če smo v kamera pogledu, lahko tale clipping start si povečamo in nam bo začel tole steno, ne, rezati, toliko, da naš pogled noter pride. Si lahko dam takole in zdaj, če hočemo to zrenderati, pritisnemo F12, pa bomo dobili takle enostaven render. Opozarjam, zdaj smo še zelo na začetku, tako da pozabite na kakšen fotorealizem. Prav tako pozabite na fotorealizem, če ste na ščiti računalnikih, zato se je pa pol enostavno treba investirati. Mogoče na tej točki bi še to omenil. Zdaj smo v Eevee renderju, rendering engineu, ki deluje real time in nam tlele ponuja neke featurje še. Zdaj lahko to takole poklikamo, pa boste dobili še majhen polepša sceno, recimo motion blur, screen space, reflections, to pomeni, da se površine tudi, recimo tale del, če pogledamo, ne, vidite, kako zdaj spodaj dejansko se svetloba odseva. No, drug rendering engine, ki je zraven, se pravi, najbolj nas zanima tale Eevee Cycles, Workbench nam zgleda takole, to je za nas ta trenutek neuporabno. Malt, ta je pa add-on, ki se uporablja bolj za risankaste zadeve, ki si ga bomo enkrat kasneje pogledali. Ampak recimo Cycles nam je še zanimiv, s tem, da jaz se ga na starih računalnikih sploh ne bi dotikal, ker ta je pa unbiased in upošteva svetlobne žarke, kar pomeni, da deluje precej počasnejši, pa še kakšen denoising si moramo vklopiti, tako da dobimo približno luštno sceno. Zdaj, če dam to renderati, ne, bo zdaj trajalo, pa jaz imam 2 procesorja noter.
pa se zna tale zadeva čisto enostavna scenca, kar zavleči, recimo tole je zdajle, bo delal skoraj 3 minute, če bi imel pa zahtevno sceno, je pa čisto normalno, da pustite računalnik renderati čez noč za en sam frame, se pravi, ko delate animacije, sploh če ste na počasnih računalnikih, se kar na Eevee, ki je sicer manj realističen, ampak to imamo. Ok. Zdaj, če zadevo želimo še majhen bolj risankasto narediti, bomo pa klele uporabili še tale Freestyle. Freestyle je pa eden izmed Blenderjevih načinov, kako doseči line art. In če v enostavni sceni samo tole priklopimo, damo F12, se nam bo v postprodukciji takole, se nam bojo te črte izrisale okoli in imamo zdaj bolj risankasto zadevo. Še ena težava, ki je specifična za Eevee renderer, je tale, vidite, da klele senca se ne ujema, ne? Tako da to se pol rešuje na drugačne načine, ki so pa izven okvira telega današnjega tečaja. S tem se bomo spopadali v kasnejših delih. No, kakorkoli je zdaj, zaenkrat smo dosegli, da imamo eno tako scenco, ki jo lahko uporabimo za risanke in zdaj recimo se lahko kamero zavrti, dobimo zadevo z drugega kota in ponovno poženemo render, ne. Jaz bi to pustil nekako takole. Zdaj, ko pritisneš F12, gre zadeva ponovno v rendering, F11 pa nam prikliče zadnje render settinge in tukaj, če zdaj zamenjamo slot in damo F12, zdaj nam bo v slot 2 začel pisati s tole sliko, ne. Zdaj, če pogledamo, lahko takole sceno iz 2 strani lepo pogledamo in direktno rišemo pol čez v nekem drugem softveru, recimo ali tudi v Blenderju 2D karakterje, pa zaštartamo svojo risanko. Tako da, ok, toliko zaenkrat, pa se vidimo v naslednjem tutorialu.